Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Kako so pulili repo? Na nekem gradu so nasejali njivo z repo. Sejal jo je grajski pisar. Ali glej, iz tolikih zrn je zrasla ena sama repa. Grajska dekla jo je morala vsak dan okopavati in opleti. Repa je zrasla tako debela, da take še niso videli. Nekega dne pošlje grajska gospa deklo, naj gre repo izpuliti. Dekla gre na njivo in zgrabi repo za listje. Dekla vleče na vso moč, a repa noče iz zemlje. Ker dekle dolgo ni domov, ukaže gospa hlapcu, naj gre pogledat na njivo, zakaj dekle tako dolgo ni domov. Hlapec pride na njivo in prime za deklo. Dekla za listje, a ne moreta izpuliti velikanske repe. Ker tudi hlapca ni domov, pošlje graščakinja kuharico na njivo. Ko pride kuharica na njivo in vidi, da je repa še v zemlji, prime hlapca, hlapec za deklo, dekla za repino listje, a vsi trije ne morejo izpuliti repe. Sedaj pošlje gospa služabnika, naj gre gledat, kaj se je primerilo onim trem, da ni nikogar domov. Služabnik pride na njivo in prime za kuharico, kuharica za hlapca, hlapec za deklo, dekla za listje. Toda vse zaman, repa noče iz zemlje. Ker ni nikogar domov, začne graščakinjo skrbeti, ali se ni morda zgodila kakšna nesreča na njivi. Pravi torej graščaku, naj stopi na njivo. Ko pride graščak na njivo in vidi, kako se njegovi služabniki trudijo, da bi izpulili repo, jim gre pomagat. Graščak prime za služabnika, služabnik za kuharico, kuharica za hlapca, hlapec za deklo, dekla za listje, a vsem petim se ne posreči, da bi izruvali repo iz zemlje. Potem je graščakinja doma sama skuhala kosilo in ga pripravila na mizo. Ker pa nikogar ni domov, gre sama na njivo. Ko vidi, kako se trudijo z repo, jim gre še sama pomagat. Graščakinja prime za graščaka, graščak za služabnika, služabnik za kuharico, kuharica za hlapca, hlapec za deklo, dekla za repino listje, in ko tako nekaj časa vlečejo repo iz zemlje, se jim na vse zadnje posreči, da jo izpulijo. Pri tem pa se vsi zvrnejo v jamo, iz katere so izpulili repo. Zdaj pošlje graščak hlapca domov po voz ter po 3 pare konj in po 3 jarme volov. Potem naloži ogromno repo na voz in jo peljejo domov. Ko pripeljajo repo pred grad, je ne morejo spraviti skozi nobena vrata. Spravijo jo pa skozi okence. S to repo so pitali prašiča, ki se je tako zredil, da so napravile podgane gnezdo v njegovi krači. Ko so zaklali tega prašiča, so dali slanino sušit pod streho. Slanina pa je bila tako težka, da se je nekega dne utrgala in je predrla vseh 9 nadstropij tistega gradu. Ustavila se je v hlevu na stari pajčevini. Ko so scvrli tisto slanino, so spravili mast v orehovo lupinico. Nekega dne pa je prišla miška in je vso mast pojedla. Tako niso imeli v gradu nobenega dobička od velikanske repe.